Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ko se človek znajde v teh letih, pravzaprav ugotavlja, kako določene ljudi res že dolgo poznaš. In našo današnjo gostjo, Nado Štrovs, ki je po poklicu višja medicinska sestra, sedaj pa že dolga leta tudi diagnostičarka, se poznava pravzaprav odkar stoji njen studio Ank. Odkar dela diagnostike, odkar dejansko pomaga ljudem, da pravočasno, predvsem pa dovolj zgodaj, lahko odkrijejo, da se v njihovem telesu nekaj dogaja, torej še preden so bolni. Nada, pozdravljena. Pozdravljena. Mogoče še to moram povedati, da se z Nado tikava in da res, pravzaprav tudi na nek način skoraj da prijateljujeva. Seveda. Glej, Nada, mene tako zelo veseli, namreč ko sem te vprašala, koliko ljudi je šlo že skozi tvoje roke, koliko ljudem si že povedala, kaj se z njimi dogaja, ne nazadnje, koliko bolezni ste na ta način preprečili, je pravzaprav številka kar osupljiva. Kar osupljiva, tudi mene je osupnila. Ko smo pogledali dokumente za nazaj, me je osupnilo. Več kot 12-13 tisoč, to je ogromna številka. Predstavljaš si, koliko je to denarja? 13 tisoč, ne? Ja. Če v tisočih, če pa v številkah, da ljudi postavim, veliko. Ampak še več je to, da se zavedam, da sem marsikomu pomagala do boljšega zdravja ali pa preprečiti hujšo bolezen. No in mogoče, če zdaj si kar ogledamo posnetek, kako danes izgleda studio Ank. Ja. Ves čas ima isto ime, kaj ne? Ja, od samega začetka. Fascinirala me je ključ življenja. Zato je dobil Ank ime. Po egipčanski simboliki. To je sprejemnica našega studia z zelo prijazno gospo, ki vodi sprejemno pisarno in skrbi za vse naše stranke in jo imajo izjemno radi. Tako da smo rekli, da ona mora biti, ker je res, jaz rečem, moja desna roka in leva včasih. Koliko let že to upravljaš? Ja, to bo pa zdaj tako. Jaz sem pogledala na svoje certifikate, ki jih sedaj gledamo na steni in sem ugotovila, da 17. leto, Jana. Od prvega certifikata? Ja, od prvega pridobljenega certifikata 17. leto zdaj teče. Na steni visi, nisem niti sledila temu, ampak sedaj, ko sem razmišljala o oddaji, pogledam, se rekla, leta. In so ti ljudje takoj začeli slediti, so takoj razumeli, da je to pravzaprav nekaj dobrega za njih? Jana, včasih so ljudje vprašali, kako je to mogoče. No, za hipec bom prekinila samo, da se pokaže potek, gledava sedaj diagnostike. In ves čas je tako, senzori v slušalkah in snema se in lovi valovanje skozi možganovino. To je sedaj zadnjih 6 let. Predtem prva diagnostika je bila velika škatla, v kateri in laser, ki je bil v čelo usmeren, elektrode, ki jih je imel preiskovanec na glavi, v rokah, v začetku tudi na stopalih. Tako je znanost napredovala. Zdaj, v tem momentu pa je samo kamera, senzori v slušalkah in vrhunski program, ki ima vnešenih več kot 19 milijard podatkov in opravi primerjalno analizo. Odkot pa prihaja ta aparatura in... Znanje te aparature je, to je deklica, moram povedati, ker naši gledalci bojo videli, mamica je dovolila, da je Eva model, da se vidi, kako se snema, ampak potek je enaki tudi za odrasle osebe. Torej, prihaja iz vesoljskega centra Omska, ampak diagnostika ima certifikat Evropske unije in v svetu priznana diagnostika. Torej, zanimivo je to, da ima pravzaprav tako veliko programa oziroma tako veliko podatkov, kar pomeni, da je diagnostika tudi skozi vse bolj točna, da lahko vse bolj predvidi vse tiste možnosti, ki jih verjetno na začetku ni bilo. V začetku absolutno ne bilo. V začetku je bila zanesljivost diagnostike nekje okrog 60%. In zdaj? Ostalo je bilo od terapeuta, ni omogočala dognati alergijske reakcije,
ni dognala občutljivosti, ampak razvoj gre naprej. Dan danes je ta diagnostika 99,90 zanesljiva in omogoča pa diagnostiku, da poišče vse nevarnosti, ki prežijo ali se pa že razvijajo. Torej, moram povedati, Jana, mogoče je prav, da povemo, kako funkcionira princip diagnostike, ker presenečenje, marsikdo, ko pravi, ja, pa čez možgane. Ja, skozi možgane senzori lovijo valovanje vseh celic, ker vsaka naša celica ima svoje specifično valovanje, senzori ga ujamejo in prenese se podatki skozi senzore, ki so povezani s kamero v to aparaturo, ki te podatke obdela na ta način, da jih lahko uporabi vrhunski program. Ta pa ima vnešene vzorce zdravega in bolanega valovanja vsake starosti in spola. In v bistvu edino, kar jaz za osebo, ki pride na diagnostiko, vpišem starost, ki je izjemno pomembna, ker je to baza podatkov, in spol. Ne? In potem deklici od 2 let primerja podatke z bazo podatkov deklic zdravih in bolanih starih 2 let. Gospe stari 80 let primerja podatke z bazo podatkov gospe ženskih oseb, ki so stare toliko let. Edini podatki, ki se vpisuje, če nekdo odstrani žolčnik ali ne vem, maternico ali karkoli. Zanimivo mi je, namreč na sliki imaš deklico, pa omenila si alergije. Ne? To se pravi, da zdaj lahko odkrivaš tudi alergije. Če pomislim pri zdravniku, kolikor poznam, odkrivajo alergije na dokaj boleč način. Medtem ko pri tebi gre to pravzaprav takole z levo roko. Otrok gleda na ekran in se zabava, zraven pa pravzaprav ugotovite lahko s to diagnostiko vse, kaj se dogaja. Dobiš, ko se snema in ko program obdela, vrhunski program je to, ko obdela te podatke, se izve recimo alergijska občutljivost, ne vem. Včeraj je bil fantek, ki je občutljiv na plavo ribo. Kdo bi jo sicer to ne sme jesti plave ribe. Druga riba lahko gre, plava pa ne. Poskusili so starši in dejansko, kakor je zaužil plavo ribo, ker pač živijo na Krku, ne, je tudi želja bila, da tudi se to desenzibilizira, bojo pa opravili te ustrezne postopke, da odpravijo tudi to, ampak so se sami prepričali, da to drži. Vse drugo se rešilo. Nada, certifikate sva gledali. Po izobrazbi si višja medicinska sestra. Ali je torej za delo s takim programom, da je to delo strokovno, potrebno tudi to medicinsko znanje? Absolutno. Jaz sem menda edina višja medicinska sestra, uradno priznani diagnostik s temi certifikati. Kaj so pa ostalo zdravniki? Doktori. Tudi sedaj eno mlado zdravnico pripravljamo, da bo šla v to šolanje. Čakajo se, da zaključi diplomo. To je bil pogoj, da se lahko udeleži šolanja. Ampak to šolanje, kako je potekalo? To je pravzaprav najbrž zahtevno šolanje. Seveda, moraš imeti znanje, pripraviti se na to in biti tam, kje je šolanje. Jaz sem v začetku bila v Moskvi večkrat, ker ni v Omsku tam, kje izdeluje, ampak v Moskvi. Potem, ko je aparatura iz Sensitive Aurum šla na Oberon, ta diagnostika je bila priznana v Evropi, je šolanje v Nemčiji. No, jaz sem imela srečo, da sem možnost imela tudi v tečajih, ki so bili zelo blizu nas, na Hrvaškem, za hrvaške zdravnike. Zadnjo obnovitveno to, tako da sem tudi tam sodelovala. In to praktično se izobražuješ ves čas? Kakor se menja aparatura, da nove dognanja, tako gre šolanje tudi. In na koliko let približno pride spet do novih dognanj? Vsake 2 leti je nova aparatura in novo koštanje. Predvsem je pa to pravzaprav preventivna dejavnost. Seveda, na osnovi predstavljava si tako, marsikdo sprašuje, kako je to mogoče. Mogoče je prav, da si vprašala to. Namreč, ampak jaz pojasnjujem tako, mogoče bo čisto vsakomu razumljivo. Vsaka naša celica ima svoje specifično valovanje. Program ima podatke o specifičnem valovanju celic. Vpliv neke bakterije, recimo streptokoka, ki povzroča angine ali karkoli, vpliv te bakterije spremeni valovanje celic, ki je sicer specifično, na nek drugačno valovanje. Senzori zaznajo to spremenjeno valovanje,
kamera ga obdela, da podatke dobi vrhunski program, ki ima vnešene parametre, da spremenjena oblika valovanja celic na ta in ta način pomeni prisotnost streptokokne bakterije, infekcije. Na ta način zvemo spremembe. Ali pa recimo ledvici. Bolana ledvica, cistične spremembe na ledvicah so velike ali majhne. Jaz ne morem reči, vi imate veliko cisto na ledvicah, ampak najdem, da so cistične spremembe, ker te cistične spremembe imajo specifično obliko valovanja, ki jo program prepozna. Zato izve tudi to. Kar pomeni, da recimo na ledvicah, če so pa kamni, ledvični kamni, tudi to. Pa zaznava pač drugačno valovanje in to potem spet prepozna. Ampak tudi, kaj so, ali so to fosforni, ali so to kalcijeve strukture ali karkoli, in potem se ukrepa na ta način. Ker v medicini je tako, dr. Špicbart je poznan preventivni terapeut, zdravnik, ki ima kliniko v Nemčiji. Čakalna doba na njegovi kliniki je leto in pol. Ima vse usmerjeno v preventivo in strašno lepo bom se poslužila njegovih besed, ki jih jaz tudi potrjujem, je to, da medicina lahko ugotovi spremembe takrat, ko je bolezen razvita. Seveda, ko ti že čutiš bolečine, takrat greš k zdravniku na vse zadnje. In včasih še takrat ne moreš v medicini preiskave, ne pokažejo nič, ti se pa lahko blazno slabo počutiš. Tukaj pa zazna spremembe na osnovi valovanja od nič do bolezni. Se pravi, šele ko se začnejo spremembe, zazna spremembe, ki kažejo na obremenjenost tega organa. Jaz ne rečem, zdaj je tukaj bolezen, ampak se vam spreminja v to in to smer. Ja, pa če imaš informacijo, da ti se razvija gastritis zato, ker ješ pšenico, pa ja boš nehal jesti pšenico, ne? Tako. To je preventiva, ni gastritisa. Ja, in zdaj predlagam, Nada, nekaj koristnih informacij. Imate težave z zdravjem in ne najdete odgovorov? Ste utrujeni, pod stresom, preobremenjeni in brez energije? Bi radi preverili svoje zdravstveno stanje in ohranili dobro kondicijo? Vse odgovore na ta vprašanja boste dobili po opravljenem pregledu v studiu Ank. Pišite na studio.ank@siol.net ali pokličite na telefon 041 356 017 ali 01 518 7550. Povej mi, kje se te najde, kako se pride do studia Ank? Zato sem izbrala to lokacijo, da je dostopna, da ima parkirišče, torej Brilejeva 12. Od Celovške vizavi velikega Mercator centra je Šparova trgovina s velikim parkiriščem, hrbtna stran Šparove trgovine je stolpnica, hrbtna stran te stolpnice je studio Ank, videli smo te posnetke. Torej imam veliko parkirišče, dostopnost in to je to. In tudi iz avtoceste, recimo iz obvoznice, vsak lahko najde. Je to zelo preprosto. Pa tudi avtobus pripelje do tja. Ja, mogoče je še kakšno stvar, kako se je treba naročiti? Naroča se seveda, bojo objavljeni telefoni, naroča se po telefonu, bodi si po mailu lahko, zelo redko osebno, ker je čakalna doba zelo dolga in potem je najboljše klicati, se dogovoriti. In edino, kar je potrebno narediti 3 ure pred preiskavo, priporočamo ne jesti in zadosti tekočine piti. To je vse. Velja to za starejše, za otroke, dostopno za vse. Koliko si imela najmlajšega otročička? Baza podatkov omogoča od 2 let naprej. Tudi mlajše ne vzamejo. Parkrat so bili otroci, ki sem samo pogledala toliko, koliko bi lahko, da vidimo, kaj se bi v katero smer šlo, ko se ni znalo otroku pomagati, ampak drugače načeloma od 2 let naprej, pa do konca. Do konca.
Ja, no in zdaj bi jaz predlagala, da si ogledamo še drugi posnetek, kar pomeni konkretno diagnostiko, potek pregleda. Tako, pa bova malo pokomentirali. Torej, to je Nada Štrovs. Ja, to so začetki, tako izgledajo modeli organov, to niso od osebe, ki jo preiskujemo organi, pač pa vnašajo se njegove spremembe. To pomeni virtualno nekaj, kar je v računalniku za vse enako. In barvno spremembe, ki so v skali Fliderjeve lestvice od rumene do čisto temne. In označujejo pravzaprav obremenjenost. In rumena barva ponazarja uravnovešeno funkcijo, rjave barve ponazarjajo obremenjeno funkcijo, vijolične in temne ponazarjajo hipofunkcijo, strokovno slabšo funkcijo, temne pa zelo močno obremenitev. Kaj pa to zdaj? Zdaj pa kažem pravzaprav, to je želodec in se kot prvo mi pokaže spremembe vezane po spremembah na krvi, na encimih in vsem, vezano na ta organ. In to je to napisano? Ja, tako. In mi označi mi tudi številčno, da vidim od 0 do 400 je baza, ki govori o razvoju bolezni, nižja številka je, bolj so izražene spremembe, od 400 do 1000 so motnje, ki samo so motnje in kot take motijo se, slabše počutimo, nismo pa še bolani, vplivajo pa mogoče na druge organe. In tako potujemo spet, vedno je označeno vse in to oba tega, ki ga gledava in jaz opazujemo s tem, da tekoče dobi vsa pojasnila. Seveda je podatkov zelo veliko, zato po zaključenem snemanju dobi napisano priporočilo, kaj je potrebno ukrepati. Prvo je vedno, da izključimo tisto, kar je škodljivo od živil. Seveda, korekcijo prehrane govorimo o tem. Drugo je pa, kaj priporočamo ostalega, domov po pošti pa dobi potem izvid, ki je obsežno za vsak tak organ napisano, kaj smo ugotovili. Kaj pa tisti graf desno, ko se ta neke graf črte desno pa premikajo? je za terapevta, torej konkretno te posnetki barvni so za tega, ki ga gledamo. Graf je pa za mene kot terapeuta, kot diagnostiča, da vidim, kak proces je, a je to akutno vnetni, a je to degenerativni proces, da traja kronična oblika, ki traja, a je to razvoj, ki gre v smer onkologije. Jana, zaradi posnetki naj tečejo, ker je interesantno videti, ampak je interesantno tudi slišati. Celica spreminja svoje elektromagnetno valovanje, ki je lahko zelo podobno, da se razvija neka onkologija. Zato je ta diagnostika preventivna, govorim o preventivni diagnostiki, ki kaže riziko nekega organa za onkologijo. Celo tako daleč, kar pomeni, da se lahko potem in s prehrano, morda zdravim življenjskim slogom celo prepreči. Ena naša znana osebnost, včeraj je bil na kontrolnem pregledu. Midva sva ugotovila njemu prav spremembe na področju možganovine, ki so kažejo nevarno smer pred 2 letoma. Opravil je vse tisto, kar je bilo, se je popravilo. Letošnje leto se mu je zopet so senzacije, rečemo znamenja, pokazala, ki ga obremenjujejo in vidiva, da je spet riziko, da se neka ta težka sprememba zgodi. Zdaj jo zopet poskušava odpraviti, bi rekla. Je pa še na nivoju, da če bi, to so posnetki prav bili mogoče možganovine, da medicina še ne bi nič videla. On že doživlja simptome, ampak medicina jih ne bi še videla z nobenimi preiskavami. In verjetno tudi, če je slabše počutje, ga težko pripišeš točno temu, ne? So neke znamenja, ki točno na to tudi kažejo. S tem je tudi prišel pravzaprav. On je izobražen v tej smeri, on se to zaveda, ampak se oba zavedava, da je še vedno v tej fazi, da ne more medicina mu nič pomagati, ker nič ne more ugotoviti. Ampak da on z določenimi ukrepi, preventivnimi, lahko to zopet ustavi na nekem nivoju.
In glede na to, da to pravzaprav izpisuje vse podatke, ali potem dejansko, možganovina, to je zelo zanimivo. To je pretok v možganskem ožilju. In je lahko zelo obarvan črno, ker recimo nekdo ima povišen sladkor, Jana. Pa povišen pritisk, tudi pa to se vidi. vidi. In se vidi na tem konkretnem predelu možganskega ožilja je povišen pritisk. Ni nujno, da je v celem organizmu in ni nujno na vseh žilah, ampak tem je in pokaže mi povezavo, s čem je povezano. No, to je pa res zanimivo. No, zdaj smo pa mikroskop za hipec pokazali, ker opravimo, no pa izvid, tako izgledajo izvidi, opravimo tudi po potrebi pregled žive kapljice krvi, zdaj teče izvid preiskave. No, to je pa zdaj mikroskop, smo se vrnili nazaj do mikroskopa. Pregled žive kapljice krvi pomeni, vzamem kri, pod mikroskop dam in gledam kvaliteto. Ne koliko je čega. Ampak vzameš kri iz prsta? Iz prsta, seveda. Ne z injekcijo? Ne, iz prsta. Tako kot on sladkorni bolnik si sam preverja. In to kapljico pogledamo, tam se je videla lepa kri, to je pa spremenjena, patološko spremenjena. In je interesantno tale vijolična madež, ki je bil. In pravzaprav kaže, da se razvija toksemija v črevesju. No, in kaj se da ugotoviti dejansko iz te kapljice krvi? No, kapljica krvi meni kaže, če porušeni hormoni so, torej, če slinavka, ščitnica ne delata, če je toksemija močno izražena, se pravi, da je toliko prostih radikalov, toksinov, ki obremenjujejo. Prvi, ki to čutijo, so naši možgani, se čutimo utrujene, brez energije in potem se na diagnostiki poišče odgovor. To mi je samo pripomoček, Jana, pripomoček za to, ko vidiš svojo spremenjeno krvno sliko, si motiviran, da nekaj narediš. Bolj kot te posnetke in zato sem to opeljala. Jaz vse pri diagnostiki vidim, izvem, ampak če vidiš ti spremenjeno krvničke svoje in sam se počutiš, bo si pa motiviran, da boš nekaj v svojem življenju spremenil. Bi verjela. Ne, vsak. Ja, sigurno. In potem, ko enkrat, recimo, ali lahko mogoče ugotoviš približno ali pa poveš, glede na izkušnje dolgoletne, koliko prej se bolezen zazna? Po tej diagnostiki bolezni, razen ko dobimo nek povzročitelj, ko se inficiraš z rinovirusom ali pa, ne vem, z nekim adenovirusom. Tudi virus? Kateri virus ugotovi? Ja, to je, če on spremeni valovanje celice na specifični način, ga pač ugotovi. Pogosto v krvničkah nič ne vidim, nič. Plazma čista in vse. In verjetno medicina tudi ne bi videla, ampak na dotičnem organu vidimo. Pač pa hotela sem reči, vse kronične spremembe se dolgo časa razvijajo. Nič se ne razvije od danes na jutri. Razen, če doživiš hud stres, ki ti sesuje metabolizem in presnovo in vse organe. To se tudi je že zgodilo. Drugače se pa spremembe godijo počasi. In to je tisti čas, ki jaz rečem operativni čas, ko lahko, če imaš informacijo, da ti škodi to in to, da ti moraš spremeniti način življenja, da ti falijo te in te minerali, upelješ to in popraviš situacijo, ja vendar, in preprečiš, da se razvije naprej. Še nekaj se mi zdi. Samo to. Če pa vidimo, da je potrebno ukrepanje medicine in obisk pri zdravniku in mogoče ultrazvok ali pa kakšne koli druge preiskave, priporočam, da se gre do dotičnega zdravnika in naroči se, seveda prvo splošni zdravnik, potem pa naprej. In včasih samo, da rečem, je vprašanje, a bom dobil, a bom uslišal ali ne. Jaz pravim, smo zavarovani, imate pravico zahtevati in vztrajati, gre se za vaše zdravje. In se vse, manj ali več, vsi uspejo. Rekla bi še nekaj, namreč, ko človek ve, da se v tebi nekaj dogaja, da pa še nisi bolan, je to pravzaprav tudi psihološko zelo pozitivno. Seveda. Namreč posebno še, če ne veš, nekaj se slabo počutiš, nimaš pojma, kaj se dogaja, zdravnik ti reče, saj je z vami vse v redu. To se pravi, da ti preventivni pregledi pravzaprav lahko tudi psihosomatske bolezni že samo zaradi tega preprečujejo. Upam, da še imava čas za nekaj. 2 minutki. No.
je ena specifična sprememba, ki se imenuje distonija neurovegetativa ali neuroangioza. Ko se zaradi somatike, torej sprememb, ki se godijo znotraj organizma, bodisi da je hrana, bodisi povzročitelji, bodisi stres, vplivajo na naše avtonomne živce. Mi dve govoriva zdaj in jaz maham in delam to in govorim, ker sem se odločila. Jaz ne morem reči, srce utripaj tako, kisik naj bo tukaj v možganih, ščitnica delaj tako. To dirigirajo avtonomni živci. Ta funkcija se pogosto poruši in se počutimo blazno slabo, brez energije, utrujeni in vse. Medicina ne more udognati nič. Nič, Jana. A človek, in jaz verjamem, ga dajo na to, tretjo, četrto preiskavo, potem pa je končni odgovor spremeniti, kar ga zdravnik lahko da, spremenite način življenja, ste obremenjeni, po možnosti zamenite, če je služba, spočijte si, če je pa prehudo, vam bomo dali pa pomirevala. Pri meni, pri diagnostiki pa vidimo, kje somatske spremembe so do tega pripeljale in probamo te somatske spremembe urediti, torej spremembe znotraj organizma, vzrok urediti, da ni več te senzacije. Nada, hvala. Tole je bilo zelo dragoceno, pa mislim, da pri vseh 50, ne vem koliko oddaj, ker sva jih že vsa ta leta skupaj naredili, da je pravzaprav tole, da sva prvič povedali, pa tako zelo pomembno je. Saj ne spomnim se. Bil je ta čas, da smo to. Hvala lepa, še naprej. Upam, da ti bo služilo tudi tvoje zdravje, ampak na vse zadnje ti imaš dostop do tega, da veš pravi čas, kaj se ti dogaja. Samo minuto, Jana, če ti lahko prekinem. Moji uporabniki, moji storitev, vsi pravijo, povejte, a ste že koga izobrazila, a ste zdrava? Aha, tako kot sem jaz zdaj rekla. Torej, veliko zdravja, da bo Studio Ank še dolgo delal in nam pomagal pri zdravju. Hvala, Jana. Prosim. Spoštovane gospe, dragi gospodje, tako je. Če hočemo preprečiti, moramo ukrepati pravočasno. Velja za vse. Tudi za svoje lastno zdravje. Lahko noč, imejte se lepo.